Če je vprašanje o uspešnosti Krke, smo mi najuspešnejša firma. Sprejet je bil sklep, da se izplača vsem delničarjem 22.7. dividenda v višini 5 evrov bruto. To je skupni znesek izplačila 156 milijonov evrov. Mi nadaljujemo, kot je bilo rečeno, s politiko izplačevanja najmanj 50% dobička in tako bo tudi v bodoče. Ne samo domači vlagatelji, pač pa tudi tuji, tako individualni kot institucionalni, se seveda ozirajo po družbah, ki imajo stabilno dividendno politiko, ki delijo dobiček, dobršen del, tudi med svoje delničarje. To zvišuje likvidnost na trgu, to zvišuje interes za delnico, ne nazadnje ugled družbe tudi sicer. In s tem v zvezi seveda sem izrecno pozdravil na skupščini takšno ravnanje. Tokrat izražam posebno zadovoljstvo, da z družbo Krka tudi v kontekstu naših mednarodnih poslovno-investitorskih programov uspešno sodelujemo že vrsto let. Aktivno so bili prisotni na naših mednarodnih investitorskih konferencah v preteklosti. Zato sem tudi danes s predsednikom in drugimi predstavniki družbe spregovoril in izrazil željo ter naletel seveda tudi na razumevanje in pritrdilni odgovor v zvezi z aktivnim sodelovanjem tudi v sklopu mednarodne investitorske konference, ki jo Vseslovensko združenje malih delničarjev pripravlja v Sloveniji v mesecu septembru, torej ob predsedovanju Slovenije Svetu EU in drugih tovrstnih dogodkih na najvišjem nivoju. Pripravljamo konferenco skupaj z Evropsko federacijo investitorjev in iz tega naslova pričakujemo med 40 in 50 najvišjih gostov iz tujine iz tega naslova, pa hkrati tudi drugih dogodkov, ki se bodo v Sloveniji odvijali v tem času, recimo ekonomskega sveta, torej ministrov za finance in za gospodarstvo evropskih držav, kakor nekaterih drugih dogodkov, ki bodo potekali praktično v času naše mednarodne investitorske konference, v kateri seveda vabim tudi vse druge zainteresirane družbe, posameznike, investicijske projekte, da se nam pridružijo tako aktivno v samem programu konference, kot tudi sicer pri spremljajočih dejavnostih. Predstavil sem tudi rezultate za leto 2020, predvsem pa za prvo polletje letošnjega leta, kar je bila noviteta, novost. In sicer smo mi povečali prodajo v prvi polovici letošnjega leta za 1%, tako da je znašala več kot 806 milijonov evrov in čisti dobiček povečali za 11% in znaša več kot 177 milijonov evrov in je tako prodaja kot dobiček največji v zgodovini Krke v prvem polletju tekočega leta.